Živijo, jaz sem Manca, gledate oddajo o parašportu, oddaja Tempo. Današnjo oddajo začenjamo na strelišču Strelskega društva Trzin. Sem me je povabil na klepet in malo šolo streljanja naš najboljši parastrelec Franček Gorazd Tiršek. Najprej pa vam za uvod predstavim celotno vsebino današnje oddaje. Bili smo na finalni tekmi deklet Evropskega prvenstva odbojke sede, na Parafestu Postani športnik na uri Soča, predstavljamo vam program Postani športnik, ob dnevu slovenskega športa se je odvil poseben turnir v košarki na vozičkih, oddajo pa začenjamo na strelišču v Trzinu v družbi našega najboljšega parastrelca. Preden pa se mi na strelišče pridruži Franček Gorazd Tiršek, pa se spomnimo nekaj njegovih največjih uspehov. Franček Gorazd Tiršek je najuspešnejši slovenski parašportnik. Njegov šport je parastrelstvo. V tekmovalni svet parašporta je stopil leta 2007. 4 leta po nesreči, po kateri so mu zdravniki napovedali, da ne bo več hodil. Nani, kot mu rečejo prijatelji, je dokazal nasprotno, se postavil na noge, si poiskal primeren šport in se mu predal. Strelstvom se je ukvarjal že pred nesrečo, po njej pa je parastrelstvo spremenil v svoj način življenja. Že na svojih prvih paraolimpijskih igrah v Londonu 2012 je stopil na zmagovalni oder in osvojil srebrno odličje. 4 leta kasneje v Rio de Janeiro še eno srebrno. Leta 2021 v Tokiu pa je v svojo zbirko paraolimpijskih odličij dodal še 3. srebrno ter svojo prvo bronasto medaljo. Poleg osvojenih paraolimpijskih medalj je večkrat stopil na zmagovalni oder na tekmah svetovnega pokala, kot tudi na evropskih in svetovnih prvenstvih. Še posebej je ponosen na svoj svetovni rekord. Leta 2012 je prestreljal absolutno največji rezultat v streljanju z zračno puško v leže. Njegova čisto sveža uspeha sta 3. mesto na svetovnem prvenstvu in naslov evropskega prvaka, s katerim je pridobil tudi kvoto za nastop na paraolimpijskih igrah v Parizu. Za Frančka Gorazda Tirška bodo to že 4. S Frančkom Gorazdom Tirškom, oziroma Nani, kot ga kličejo prijatelji, se že dolgo poznava, bila sva tudi parašportnika leta in danes sva se kar odločila, da se bova po domače tikala. Nani, hvala, ker si mi dal v varstvo tele 2 tvoji novi medalji. Čestitke za obe in za vse tvoje uspehe. Najprej me zanima to, kakšni so občutki, ko imaš v roki že 4. vozovnico za paraolimpijske igre. Ja, Manca, lep pozdrav. Res je, da se že poznamo nekaj časa. Bilo mi je v čast, da smo skupaj prejela naziv najparašportnika leta v naši prelepi Sloveniji. Glede paraolimpijskih iger in seveda občutki so zelo prijetni in pa obenem tudi zelo zavezujoči, kajti treba je vedeti, da treba je biti še naprej predan, deloven in pa seveda pošteno trenirati, tako da gremo naprej. Nani, dosegel si skoraj vse, kar se doseči da, pa me zanima vseeno, kakšne so še tiste tvoje tekmovalne sanje? Sem ponosen na delo, ki smo ga opravili z ekipo. Treba je vedeti, da športnik ni sam na svoji športni poti, vsi se borimo, vsi tekmujemo, vsi si želimo le najboljše, vsi stremimo za zmagami, ampak vedno ne pomeni le zlata medalja, da je to zmaga. Lahko je zmaga tudi drugačna. Športni duh v zdravem telesu je tisti pravi, ki odlikuje športnika in ga vodi naprej. No, mogoče me danes nisi naučil samo streljanja, ampak tudi nekaj novega o mentaliteti pristopa k tekmam. Prejšnji teden pa smo pesti stiskali za žensko ekipo v odbojki sede, ki se je uvrstila v finale Evropskega prvenstva. Naslov evropskih prvakinj in s tem že zagotovljena vozovnica za paraolimpijske igre v Parizu se jim je za las izmuznila. 2. mesto na Evropskem prvenstvu je odličen rezultat. Čestitam, dekleta, in poglejmo si nekaj utrinkov z finalne tekme. Za slovensko žensko reprezentanco odbojke sede je bila že uvrstitev v finale Evropskega prvenstva odličen rezultat. Saj je bilo to prvo finale po kar 20 letih. A dekleta so zrasla v tako odlično ekipo, da v uvrstitvi v finale ni dvomil nihče.
Zato so na turnir prišle z visokim ciljem, željo po naslovu evropskih prvakinj in vozovnico za paralimpijske igre v Parizu v žepu. Pot do finala je bila pričakovano gladka, finale pa z domačinkami, branilkami naslova in tudi v okoliščinah, ki jih sicer še niso vajene, dodatno začinjen. Na punce vplivala tudi ta atmosfera, kamere, challenge. Jaz mislim, da je vse to malo po malo vplivalo za nekaj slabšo igro Slovenije. Po eni strani je tako ful ponosno. Priigrali smo si to finale res suvereno. Jaz mislim, da smo si mogoče malo preveč želeli tega prvega mesta, videli smo, kaj nam prinaša. Ne bi rekla, da smo se ustrašili Italijank, ampak mogoče malo pregorele v želji. Kljub ne povsem izpolnjenemu cilju se vsi v reprezentanci dobro zavedajo, kako velik uspeh je to in kako dobra ekipa so. Mogoče na katerem drugem evropskem prvenstvu bi bili noro veseli tega drugega mesta. Tako pa tu smo si res želeli ta Pariz. Vseeno, drugo mesto za mene osebno je zelo velik uspeh. Ampak kljub vsemu, kapo dol, srebrna kolajna. Jaz igram že 15 let, pa je še nimam, tako da mislim, da si ne smemo ničesar očitati in pač na naslednji priložnosti Pariz priigrati. In še posebno sporočilo deklet navijačem. Ja, jaz bi se najprej iskreno zahvalila vsem navijačem, ki so nas prišli podpreti. Si pa želim, da bi na kakšni naslednji tekmi bil tudi kak navijač več, ker nas res to ponese. Upam, da bo Slovenija videla, da je to res ena super atraktivna igra in da nas na naslednji tekmi podprejo še v večjem številu. Trenutno si verjetno vzel nekaj prostega časa in boš imel malo pauze pred tekmami in treningi. Kaj trenutno počneš v svojem prostem času? Sedaj so na vrsti rehabilitacije, imam kar velike težave z hrbtom. Nekako je treba takoj tudi začeti z uvajanjem nove opreme. Tu so testiranje z orožjem za strelivo, tu so strelski jopiči in tako naprej, tako da dela ne zmanjka. Letošnja sezona je bila kar naporna, ker vemo, da so nas prizadele katastrofalne poplave v tej naši prelepi Sloveniji. In žal je tudi moja vas, moj kraj, Gornji Grad, bil zelo prizadet v Zgornji Savinjski dolini. Takrat so se mi tudi prekinili treningi. Tudi v Trzinu je bilo strelišče popolnoma pod vodo. Bilo je dejansko uničeno vse in tu tudi lahko vidimo, kako prizadevni so strelci v Trzinu, kajti v tako kratkem času so že zasilno obnovili to strelišče, da zopet lahko potekajo tu treningi in res so spoštovanje za ta trud in predano delo. Smo se športniki zopet dokazali tudi za svojimi trenerji, da kjer je dobra volja, kjer je športni duh, tam je tudi moč in pot uspeha. Tako da mislim, da šport je zelo pozitivna stvar in jaz ga bi priporočal vsem ljudem, ne samo invalidom. Več, ko se ljudje ukvarjajo športom, močnejši, še boljši so, pridobivajo na svoji samozavesti, pridobijo na svoji mentalni sposobnosti in vsekakor je to najboljši zdravnik za vse. Res je. Več parašportov, kot poznamo, in v večjih, kot se preizkusimo, lažje se odločimo, kateri je pisan na našo dušo. Eden takih dogodkov, ki mladim invalidom omogoča, da se spoznajo s parašporti, je vsakoletni Parafest Postani športnik na Uri Soča. Parafest oziroma zdaj Parafest Postani športnik je en tak lep dogodek za večinoma otroke, ki so na rehabilitaciji tukaj v Uri Soča, tako da predstavimo jim nekaj najbolj priljubljenih parašportov. Z njimi se lahko preizkusijo, zabavajo, vse seveda z namenom, da bi jih čim bolj pritegnili, da se tudi sami začnejo ukvarjati s športnimi aktivnostmi, da mogoče izgubijo strah pred tem, kako začeti in pa da lahko predvsem od blizu vidijo, kako to izgleda in mogoče upajmo najdejo tudi nekaj zase. Eden izmed športov je bila paraatletika, ki jo je predstavil vsestranski parašportnik Nejc Stakne. Danes na tem Parafestu sem pa prvič in dejansko mi je zadeva zelo všeč. Zelo mi je všeč, ker dejansko lahko šport prikažemo tudi mlajši generaciji in da mlajša generacija
da vidi, da še enkrat na invalidskem vozičku, da dejansko še to ni konec sveta, ampak začetek nekega novega življenja. Otroci so se lahko preizkusili tudi v parakolesarstvu, paranamiznem tenisu in boči. Za bolj umetniške duše je bil tu ustvarjalni kotiček, za dodatno dobro voljo pa sta poskrbeli tudi maskoti Levček Mark in Zdravko Lidl. Naši otroci s tem vidijo primere iz prakse, pridejo športniki, ki se zares tem profesionalno ukvarjajo, jih motivirajo, navdušijo, poznajo, potem mi jim omogočimo, da imajo tak šport tudi tukaj pri nas. To vključimo kot del rehabilitacije. Je to ena spodbuda, se vidi potem tudi boljše okrevanje, hitrejša rehabilitacija. Skratka, so sami pozitivni učinki, tako da je to za podpirati, kjer se le da. Med udeleženci so bili tudi otroci, ki šport že zelo dobro poznajo. 3 leta zapored sem bila državna prvakinja, ker treniram pršno plavanje. Zdaj sicer ne treniram več, ampak to še ohranjam, ker se hodim z mamico kopat, vidim, da sem pol manj bolna, da imam več kondicije, da me ne bolijo noge, hrbet. Ob takih besedah in izkušnjah mladih vidiš, kako smiselni in pomembni so ti dogodki. In vse je veliko lažje, kot ti ob strani stojijo podporniki, s katerimi lahko skupaj tudi snuješ in razvijaš dobre ideje in programe. Tudi mi si prizadevamo za spodbujanje zdravega načina življenja, gibanja in vse to pač program Postani športnik spodbuja. In zdaj mladi so ena taka ciljna publika, ko morda še niso toliko izoblikovani, se še iščejo in s programom jim pač lahko na en tak način predstavimo te športe, jih ozaveščamo, kaj vse je možno, morda potem kdo najde tudi neko svoje poslanstvo, vplivamo tudi, pridemo tudi do njihovih družin, staršev, šol, tako da ima to eno širši namen. No. Z namiznim tenisom sem se prvič v bistvu srečala v okviru rehabilitacije tukaj na Soči in glede na to, kako pomemben in velik del mojega življenja je potem postal ta šport, sem res vesela, da imajo pa danes otroci priložnost še lažje se s tem srečati. Na letošnjem Parafestu je pripravljen program Malce skrajšalo vreme, ki je z dežnimi oblaki pohitelo nad Ljubljano. Sicer pa se predstavitve posameznih parašportov na uri Soča odvijajo redno enkrat mesečno. Parafest je del programa Postani športnik. Programa, ki ga Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite že nekaj let razvija in izvaja skupaj s pomembnimi podporniki parašporta. Program Postani športnik se je rodil iz želje, da dober glas o parašportu seže do čim večjega števila mladih z invalidnostmi. Do danes je program s svojimi vsebinami v šport privabil že kar nekaj mladih. Svoj šport sta prav preko programa Postani športnik našla tudi paraplesavka Brina in parastrelec Maj. Plešem že 2 leti pa pol. Ples me sprošča, uživam v tem. Delam že nekaj časa, delam zaradi tega, ker uživam, pa delam zaradi tega, ker pač, ne vem, pač v stavilanju sem se zelo hitro najdel in mi je zelo užitek. Ideja in snovanje programa Postani športnik se je začela pred približno 6 leti. Smo skupaj z Lidom Slovenija nekako zaznali, da primanjkuje mlado vključenih v parašport in na ta način smo želeli spodbuditi mlade, da se vključijo. Želeli smo narediti programe, ki bi bile prilagojene prav mladim. In leta 2017 je nastal potem program Postani športnik, ki smo ga 2018 nadgradili s sodelovanjem s šolami v misiji Samozavest, kajti velja, da šport ustvarja boljši svet in prinaša seveda tudi za mlade invalide in njihove družine mnogo širše življenjsko okolje, boljšo kakovost življenja. In to je bila nenazadnje ena od naših želja kot sponzorja in partnerja zveze, da ustvarimo v tem našem sodelovanju. In tako so se lotili vzpostavitve dolgoročnega sistema in pogojev za vključevanje mladih invalidov v športne aktivnosti.
Program vključuje širok nabor aktivnosti, pobud, delavnic in dogodkov, kot so Parafest Postani športnik na uri Soča, regijski strokovni posveti in aktivnosti, strokovni posveti za športne pedagoge ter najobsežnejša dogodka, poletni in zimski paralimpijski tabor za družine. Povabimo naše strokovne sodelavce, da predstavijo po strokovni plati, kaj pomeni parašport, kdo se lahko vključuje. Potem povabimo starše, da njih ne govorimo, starši so ključni v tem življenjskem obdobju za mlade invalide. Vedno povabimo tudi trenerje in športnika, da lahko nekako iz prve roke predstavijo svoje zgodbe na način, kaj jim je ta šport prinesel, kaj jim je dal in kako v bistvu razvijajo svoje športne zmožnosti. Največ štejejo izkušnje iz prve roke. Veliko dela pa s svojim zgledom opravijo tudi parašportniki, ambasadorji programa Postani športnik, ki delijo svoje življenjske in športne izkušnje. Ambasadorki sta tudi evropski podprvakinji v odbojki sede Lena Gabršček in Tija Vrhovnik. Je v bistvu bolj res neko poslanstvo, zaradi tega, ker vem, kako je bilo, ko sem jaz začela svojo športno pot. Začela sem jo v tem klasičnem športu, ne v parašportu. Predvsem zato, ker res nisem imela nobene informacije, da parašport sploh obstaja in se mi zdi res pomembno, da se je ta program razvil. Da lahko na glas povem, da se ukvarjam s športom, da mogoče lahko pokažem vzor vsem ostalim in pa seveda, da lahko koga povabimo k našim treningom oziroma da jim s tem pokažemo, da pač parašport obstaja in da se lahko vključijo van. Luka Trtnik je naš mlad, odličen paranamiznoteniški igralec, ki mu je šport v življenje prinesel svet vrhunskega parašporta, odlične športne rezultate in še veliko več kot to. Veliko novih ljudi sem spoznal, prijateljev v športu. Če pogledam nazaj, v katerih državah sem vse bil, nasploh, da samozavest, obnašanje se je spremenilo, da ne omenjam pa fizično stanje, ki je pa tisočkrat boljše. Ukvarjanje s športom pa lahko pozitivno vpliva tako na mlade z invalidnostmi, kot tudi na njihovo celotno družino. Ja, v našo družino je prinesel predvsem veliko veselja, predvsem zato, ker je on napredoval, tudi bolj vesel je rad, tako da smo vsi z njim bili veseli. Ni važno, a je uspeh ali ni, že sam da trenira, da se s tem ukvarja, da dobi družbo, da je bolj močen, da ima en šport, ker si je to toliko želel. Da lahko pač popeljem mlade igralce, recimo namiznega tenisa ali pa kjerkoli otroka v nek šport, je to en velik dosežek, ker vem, kaj je pač šport naredil zame in če to dam enemu otroku, potem mislim, da ne more biti boljše stvari na tem svetu. Za partnerstvo med Zvezo za šport invalidov Slovenije, Slovenskim paralimpijskim komitejem in Didom Slovenije velja, da tu ne gre za klasično sponzorsko zgodbo. Tu gre za neko zgodbo o povezovanju, o prijateljstvu, o iskanju in razvijanju nekih skupnih ciljev, s katerim vsi želimo nekako poseči po športu v prihodnosti oziroma pač želimo parašportu postaviti nek oder oziroma jih postaviti na oder, da so prepoznani, da se za njih navija tako v širši kot tudi naši interni javnosti. Se želimo seveda, da bi se ta naša prepoznavnost širila in da bi tudi v bistvu bili opazeni v družbi. Tukaj nam seveda Dida Slovenija zelo pomaga in da nas oni priključijo svoje oglaševalske zgodbe, nas to nekako dvigne na višjo raven. Panca, zdaj smo na strelišču za zračno orožje, malce smo poklepetala. Čas je, da se tudi ti preizkusiš v našem športu v strelstvu. Kako pa streljaš s tem gor? Za prvič daš strelski jopič nazaj, zdaj je prazna, tako da je varna. Težko je, ni enostavno, se usedeš, zapremo puško in potem se pripravi na svoj prvi strel. Ok. Kaj moram kaj vdihati, izdihati, ko izstrelimo? Potrebna je tišina, koncentracija, 100% fokus. In namerjena tarča. Tako je.
verjetno. Odličen strel. Smem. Za prvič 7,9, to je zelo uspešno in dobro. Zadetki so vsi v črnem, tako da to je znak, da si odlična strelka. Če bi vložila še malce treninga in predanosti, bi rezultat bil vedno boljši. Jaz bom še malce povadila. Vabim vas, da si ogledate še zadnji del današnje oddaje. Ob dnevu slovenskega športa so se podporniki parašporta pomerili na turnirju košarke na vozičkih. Odkar imamo v Sloveniji državni praznik posvečen športu, ga na Zvezi za šport invalidov Slovenije, Slovenskem paralimpijskem komiteju, proslavijo športno v družbi tistih, ki jim preko leta pomagajo uresničevati njihovo poslanstvo. Letos so že drugo leto zapored organizirali turnir v košarki na vozičkih. Na košarkarskem parketu se je med seboj pomerilo 5 ekip. Zdravo, mi smo ekipa gostiteljev, Paralimpijski komitej, Damjan, predsednik zveze, na moji levi sodelavec Grega in Jana. Ker smo organizacija, ki skrbi za šport invalidov v Sloveniji, se nam zdi zelo pomembno, da z našimi sponzorji tudi športno praznujemo. Košarko na vozičkih smo izbrali ravno zaradi tega, ker je košarka eden najbolj znanih parašportov. Ljudje to dobro poznajo, večina ljudi pa še tega v življenju ni imela priložnost poskusiti, zato se nam je zdelo smiselno, da naredimo tak turnir. Mi smo ekipa Loterije Slovenije, oziroma imamo kar 2 ekipi. Eno ekipo gremo po zlato, pa ekipo ne vemo, če vržemo do koša. S sabo imamo pa tudi navijače. Kdo ne vrže do koša, bomo zamolčali. Kdo je odnesel zlato, pa povemo ob koncu prispevka. Najprej vam predstavimo še ostali 2 ekipi. Zdravo, mi smo Sergej, Emil, Vid in smo ekipa Lek Ljubljana. Mi smo ekipa Triglava, Sašo, Ana in Janez. Živijo! Pravila igre so malce poenostavili, saj je imelo večino tekmovalcev dovolj dela že samih seboj. Treninga, kakšnih posebnih priprav pred temle turnirjem nismo imeli. Preden poštekaš stvari, kar traja. Na koš metate pa super. Moramo malo povaditi met. Še vedno pa večino preseneti to, kako podobni in hkrati različni sta si košarka stoje in košarka na vozičkih. Presenečen si, koliko ene energije moraš dati v to in koliko v bistvu težko manevriraš z vozičkom in z žogo in vse skupaj. Lansko leto smo se že udeležili. Malo imam že izkušenj, sicer je še vedno težko, ker se moraš poganjati pa ustavljati, da lahko vržeš žogo, ker je taka drugačna dinamika igre, no, ampak super. Za vse nasvete, pomoč in pošteno igro pa je bil tu tudi trener slovenske reprezentance v košarki na vozičkih Žiga Kobašević. Letos se je nivo igre definitivno dvignil, tudi vidi se iz tekme v tekmo, kako udeleženci napredujejo. Najtežje je pa definitivno osvojiti koordinacijo na vozičku in pa potem zaključiti, kajti moramo vedeti, da igralci košarke na vozičkih pri svojem metu ne morejo uporabljati energijo, ki jo dobijo iz nog. V športni dvorani vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani je bilo športno in razigrano. Poleg košarke na vozičkih pa so se udeleženci turnirja lahko ogreli tudi ob igri namiznega tenisa v družbi mladega odličnega paranamiznoteniškega igralca Luke Trtnika. Skozi tekmo pa jih je preko mikrofona vodil še en odličen nekdanji parašportnik, nekdanji plavalec Aleš Sečnik. In dolžni smo vam še ime zmagovalne ekipe. To je bila ekipa Leka, ki je v finalu premagala ekipo gostiteljev Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paralimpijskega komiteja. Bilo je zabavno, kompetitivno. Fajn je, da se tako družijo, da lahko imamo tudi mi, ki smo v bistvu sponzorji, da lahko malo se udeležujemo, da vidimo, kako v bistvu poteka celotno igranje. Spodbujamo parašportnike, vsekakor smo pa izkoristili priložnost, da poskusimo tudi sami
kako izgleda pač ta šport in da se pač povezujemo tudi na tak način. Edino pravilo torej, da je ta sredinska tarča namerjena čim bolj v sredino. Tako je, in koncentracija. Ok, ja. Fokus. Odlično. Na robu desetke. Ok. Da imamo eno bodočo strelko. Ja. Mi je bila to super izkušnja in bi se ti res zahvalila za današnjo družbo in za to, da si me povabil v svoje strelišče in na svoj trening. Nani, daj mi še to povej, kako vi rečete, ko zadanete tisto čisto desetko, čisto sredino? Nariše se nam nasmeh na lica. No, jaz ti želim, da bi zadel čim več 10,9 in da bi imel čim več nasmeškov na obrazu tudi v prihodnji sezoni in v vseh svojih dosežkih. Hvala lepa. V današnji oddaji je bilo to vse. Ponovno vas vabim v našo družbo, družbo oddaje Tempo čez mesec dni.